Danes v Pomurskem dnevniku vojaki zahtevajo plačilo za pripravljenost. Prireditev Ples Noč čarovnic 2022. Hrana za socialno in materialno najbolj ogrožene. Bi ekokmetija Paldorf. Vreme, jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Slovenski vojaki se že več let borijo za pravično plačilo pripravljenosti na delovnem mestu. Ministrstvo za obrambo po besedah njihovih sindikatov ne spoštuje sodb Vrhovnega in Evropskega sodišča. Vrhovno sodišče je marca letos na podlagi poprejšnje sodbe Evropskega sodišča odločilo, da je treba čas vojakove pripravljenosti v obdobjih straže šteti v delovni čas, a vojaki so za pripravljenost še vedno plačani le 50%. To je kup papirjev, ki jih ima v tožbi samo eden izmed poklicnih vojakov. Mislim, da je tu okrog 200-300 strani za enega vojaka, krat 1200, in to za moje pojme je čisto izčrpavanje in sindikata in odvetniške pisarne. Sindikat vojakov Slovenije namreč že več kot 12 let poziva Ministrstvo za obrambo k ureditvi dostojnega plačila pripadnikov Slovenske vojske. Vendar pa so vojaki še danes za pripravljenost na delovnem mestu plačani enako kot ostali javni uslužbenci, ki so v pripravljenosti doma. Finančni efekti, ki jih je predstavil generalštab, bi bilo zdaj v tem trenutku samo za straže, poudarjam, od 6 do 10 milijonov. Kot je poudaril predsednik sindikata vojakov Slovenije, Gvido Novak, je sodišče vojaku, ki se je odločil za individualno tožbo, katera se je nanašala na upravljanje straže, priznalo plačilo razlike do celotne višine urne postavke, saj da pripravljenost na delovnem mestu po nacionalni zakonodaji sploh ne obstaja. Po tej sodbi smo sindikat Ministrstva za obrambo in sindikat vojakov Slovenije, da rečem družno, podali zahtevo na Ministrstvo za obrambo, da se uredi plačilo v bodoče, tako kot je bila sodba sodišča v Sloveniji. Pred dobrim mesecem pa je sindikalna stran od ministrstva prejela predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski, s katero nameravajo plačevanje vseh pripravljenosti, razen straže, uveljaviti na enak način kot doslej. Pripravljenosti, kot so varovanje državne meje, usposabljanja, vaje, pa še bi se lahko najdle, pa je stališče Ministrstva za obrambo, da ker o tem ni bilo razsojeno, tega ne morejo izplačati. V sindikatih tako ministrstvo očitajo nespoštovanje sodb in še naprej zahtevajo celovito rešitev, ki bo pravična za vse zaposlene. Bomo pa zagotovo sprožili naslednje korake v evropskih inštitucijah, da bomo dejansko te inštitucije upozorili, da konec koncev Slovenija ne spoštuje odločitev. Kot še dodajajo, bi zadeva morala biti urejena že nekaj časa nazaj. Do te vlade ni bilo nobene sodbe, ni bilo pravne prakse na tem področju, zdaj je pa že 8 mesecev, odkar točno vemo, kako je sodišče razsodilo, ministrstvo in minister Marjan Šarec še zopet ne realizirajo sodb za vse pripadnike Slovenske vojske. Čeprav so varnostne razmere po svetu zaostrene, trdno vojsko pa verjetno potrebujemo bolj kot v zadnjih 30 letih, sindikati menijo, da se z nespoštovanjem sodb sodišča manjša ugled Slovenske vojske, število vojakov pa ne narašča. Ti namreč odhajajo. Pred nami so tako rekoč najzabavnejši oktobrski dnevi, ki marsikje potekajo v znamenju noči čarovnic. Zelo priljubljen privzet praznik bodo počastili tudi v dvorcu Rakičan, kjer bodo ponovno pripravili prireditev Ples Noč čarovnic. O njem je spregovoril direktor RIS dvorca Rakičan, ki se nam je pridružil v studiu. Poglejmo izsek iz pogovora. Koliko časa pa traja sama organizacija takšnega verjetno kar zahtevnega dogodka? Jaz verjeli ali ne, že zdaj delam na naslednjem dogodku. Se pravi, to pomeni, da določene rezervacije skupin so že zdaj narejene za Plesno čarovnic 2023. Skratka, ko se ene
plesne čarovnice zaključijo, se že naslednje planirajo oziroma že prej. Zdaj, kar se tiče operativnega dela, marketinga, promocije dogodka, se je najbolj začelo delati to tam nekje poleti, julij, avgust. Izvedba samega preditvenega prostora se pa je začela pripravljati s 1. oktobrom, z začetkom oktobra in zdaj smo seveda na višku priprav in zaključujemo tiste res detajle. Ministrstvo je Rdečemu križu in Slovenski Karitas že dostavilo skoraj 670 tisoč kilogramov hrane za socialno najbolj ogrožene. Obenem pa poziva, naj se vse osebe v stiski obrnejo na krajevno pristojen center za socialno delo in preverijo upravičenost do socialne pomoči. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sporočilo, da je hrano za socialno in materialno najbolj ogrožene že dobavilo Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas. Gre za dobrih 668 tisoč kilogramov hrane. V paketih najdemo jajčne testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko ter konzervirana fižol in grah. Vse podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja je možno dobiti pri območnih združenjih Slovenske Karitas in Rdečega križa. Ministrstvo je vse osebe v stiski pozvalo, da se zglasijo na pristojnem centru za socialno delo in preverijo upravičenost do socialne pomoči, ki zajema pravico tako do denarne socialne pomoči kot do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se izvaja v okviru operativnega programa za hrano in osnovno materialno pomoč. Za obdobje od 2021 do 2023 je za izvajanje programa zagotovljenih 8,9 milijona evrov, od tega 7,7 milijona evrov za nakup paketov s hrano. V sklopu oddaje Zdravje v naših rokah smo se podali na ekološko kmetijo Paldov v Vučji vasi. Lastnik posestva, gospod Igor, nam je predstavil družinsko kmetijo, katere začetki segajo leto 1875. Pri njih najdemo tudi pestro izbiro raznih ekoloških izdelkov. Naša kmetija je kmetija s tradicijo, katera sega v leto 1875 in ves ta čas se je tudi aktivno kmetovalo. Zadnja prelomnica za našo kmetijo oziroma za mene je bila leta 2018, kadar sem jaz službo pustil in se doma zaposlil na kmetiji. Trenutno smo na kmetiji zaposlena 2, plus seveda celotna moja družina, katera mi je vedno pripravljena pomagati in priskoči na pomoč pri upravilih vseh. Zraven ekološkega kmetovanja so za nas pomembni kakovost, čistoča in urejenost. Naše izdelke lahko najdete v trgovini na kmetiji, v spletni trgovini in v raznih butičnih trgovinah po Sloveniji. V prihodnosti želimo na kmetiji razviti tudi turizem. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli delno oblačen dan s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 15, ravno toliko tudi v Radencih in Lendavi, medtem ko je bilo v Murski Soboti 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 8 do 9, dnevne pa od 21 do 22 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno. Po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Razmeroma toplo bo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okoli 8, čez dan pa okrog 22 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.